Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 716 prostih delovnih mest za poklic oblikovalec kovin. V enakem obdobju je zaposlitev iskalo 73 brezposelnih oblikovalcev kovin. Obdelati kovino do visokega sijaja je umetnost. Kaj počneš tukaj? Jaz delam pa bijak klimo. Ti mi povej, kako to, da si se odločil študirati ta poklic? Ja, pač primanjkuje teh oblikovalcev kovin pa strojnikov, pa prav je, da bo v redu plače. Kaj pa ti ustvarjaš tukaj? Tle delam vijake za ročni primež. Aha, kako pa to, da si se odločil za šolanje tega poklica? Ja, všeč mi je, pa primanjkuje teh poklicov. Pa si lahko pri tem tudi kaj ustvarjalen? Mislim, imaš idejo, kaj bi lahko naredil kaj Moraš takega? biti precizen pa natančen. Kaj ti je bilo pa zdaj najbolj zanimivo, kar si v šoli recimo počel? Praksa, čisto drugega. A pa bi naredil kakšen tak, ne vem, unikaten predmet, če bi ga lahko? Tu profesionalca pa spet še nisem. Kaj pa pol recimo, ko boš, kaj boš počel po šoli? Ja, nameravam odprti samostojni podjetnik, hočem postati, no. Tu ta cilj sem si zadal. No, super. Tako, če mi bo uspelo, upam, da mi bo, ne. Bo. Čem se pa ti zdaj ukvarjaš tukaj? Ja, jaz pa tle delam ročico za primaž. Zakaj si se odločil, da boš to počel? Mislim, da se boš šolal za ta poklic. Všeč mi je ta poklic, ne, pa že moj oče je že tak poklic, tako da. Se pravi, malo nadaljuješ tradicijo, kako? Ja, super. Kaj pa ti je pri tem šolanju najbolj všeč? Praksa je še tako, no, te bolj. Da je nekaj delati, natančen biti pa. Kaj pa recimo pričakuješ od tega poklica, ko končaš, ko zaključiš šolo, kaj boš počel, imaš že kaj v mislih? Že tako malo izkušnje imam, ne, tako da. Ja, mislim, no, tudi kaj odpreti pa to. V skladu s prenovo programov, ki se je začela pred 5 leti, se je prenovil tudi program Oblikovalec kovin. Danes je program združen z orodjarji, tako da lahko dijaki v enem programu izbirajo med dvema različnima moduloma. To je modul oblikovanja kovin ali modul orodjarstva. Glede na to, kje se bodo pač zaposlili oziroma kje bodo nadaljevali svoje izobraževanje. Program Oblikovalec kovin ima poleg obveznih strokovnih modulov tudi izbirne module, kjer lahko izbirajo med 4 različnimi strokovnimi profilnimi sklopi. Vsak strokovni modul pa vsebuje poleg splošno-teoretičnih vsebin tudi praktična znanja. Torej v enem modulu nudimo dijakom tako teoretična znanja, kot tudi seveda strokovno spopolnjevanje pri praktičnem pouku. Kakšne izdelke pa vse delate? Ker tle vidim eno zanimivo zadevo. Kaj je to v bistvu? To je v bistvu fuhirna naprava z kamnoseke, te, ko polahajo kamen, zidne obloge, tlake in se s tem pol fuhira. Odkje vam pa, mislim, za konkretno ta predmet ideja? So vam to oni naročili ali ste pač kar vi prišli na idejo? Ja, mogoče bi bilo pa njim lažje s tem delati. Tle na krasu, ja, večinoma se zida oblaha s kamnem, ne, ker je to pač tle avtohtono in te možakarji imajo probleme s fuhiranjem, ne. Tu se je z nekimi žličkami fuhiralo in to vzame ogromno časa, več kot zidati zid, ne. In potem sem jaz prišel na eno tako idejo, da pač naredim nekaj na baterijsko pištolo ali nekaj tazga, da se to na hitro potegne in je stvar vsaj 3-krat bolj hitra, ne. Kaj pa je to? Tu so pa kladiva za oblikovalce kovin. V bistvu za nareskalnem stroju se največ uporablja ali pa za razna centriranja, orodjarji pa stroharji. A ste ga to sami napravili? Ja, to je moj izdelek. Iz česa pa? V bistvu to je že poznan princip. Kladivo je narejeno tako, da ne odbija, ne. Je pa skonstruirano tako, da je kar iz vodovodarskega komada, ne. Aha, ja, pa res je. Polnjeno je s svincem, tako da pri udarcih ne odbija, ne. Če lahko poskusite. Ja.
Tu ni polnjeno, tisto je pa polnjeno s Se svincem. pravi, ta se ne bi smel biti, ta se pa bo. Tako, Čakajte. No, A lahko kar usekam tukaj gor. lahko. Ok. Pa res. A to je prav vaš patent, ne? A ja, v bistvu priznanje za inovacijo sem dobil, ja. Kaj pa se tukaj drugače sploh počne, mislim, kakšen del prakse je tole? Tole so orodjarji, tretji letnik. Ti fantje so prišli sem že skar veliko predznanja. Prvo leto so se učili ročne obdelave, drugo leto so delali na strojih, se pravi struženje in reskanje. No, v tretjem letniku pa tukaj to znanje nadgradimo. Poiščemo, kje so še luknje v znanju in to spilimo do konca. Se pravi, fantje sami ugotovijo, pa mi kaj manjka še pri znanju in seveda to še potem nadgradimo. Aha, se pravi, recimo pa eno tako orodje, ki ga naredijo, v bistvu vsebuje vse elemente, ki jih je treba znati, tle navaje pa to, kako? Vse. Se pravi, eno orodje malo bolj zakomplicirano, je polno raznih navojev, notranjih, zunanjih, brušenih delov, struženih, reskanih in vse to morajo oni to obvladati. Kaj pa ti delaš tukaj? Jaz pa brusim, da bo tako lep kot ta primer smo sestavili. Vsak del smo posebej naredili, zdaj ga pa brusim, da bo tako lep kot ta, čez gladek. A to si sam naredil celega? Ja, Vsak del posebej? Vsak del posebej in narezkar ali pa na stružencu. Koliko časa si pa porabil za tole, recimo? Ja, zdaj dvakrat na teden imamo prakso, pa od septembra do zdaj. Aha, to je pa kar hitro. Koliko imaš pa recimo še za dokončati tlele? Ja, to sem še zbrusim, da bo tako lep kot ta gladek, gladka površina pa bo to. Kot je pa drugače všeč tukaj delati? Ja, meni je všeč. Ti je, ne, se kar zabavate. Boljš, kot recimo običen pouk.